Lepo pozdravljeni v prvi oddaji nove šolske televizije Novice z Duplice. Z vami sva Živa in Urban. November je pomemben mesec za Kamnik in našo šolo. 22. novembra 1881 se je na glavnem trgu v Kamniku rodila Frančiška Ksavera Marija Epih, bolj znana pod imenom Marija Vera. Poglejmo na teren, kaj o njej vedo naključni Kamničani. Sedaj stojimo pred ploščo Marije Vere, ki pomenujemo tudi našo šolo, ko vprašamo druge, kaj vejo o njej. Kaj veste o Mariji Veri? Rodila se je v Kamniku. Po poklicu je bila igralka. V Ljubljani stoji še vedno hiša, v kateri je živela. Kaj vemo o Mariji Veri? To, da je bila igralka, da je bila rojena v Kamniku, v centru Kamnika, da ima njena hiša zdaj, na njeni hiši spominska plošča s krajem rojstva, da je bila zelo dobro poročena in da je bila plemenite krvi potem po poroki in da je Marija Vera edina ženska, po kateri se v Kamniku imenuje ulica. To je šola na Duplici, zelo znana. Kdo pa je Marija Vera, pa ne vem, kaj je bila. Predvsem tega, da je Marija Vera umetniško ime in da je njeno originalno rojstno ime strašno dolgo. Morda se spomnim, Frančiška Marija Epih, pa še nekaj, in potem, ko se je poročila, je bila Fon, pa še nekaj. To se pravi, imela je strašno dolgo ime in kot umetnik ne moreš imeti dolgega imena in je bila potem Marija Vera. Da je bila zelo pogumna ženska, da je vedela, kaj hoče in je šla v šole in je kandidirala in je postala gledališka igralka. In da je bila v Berlinu in v Švici in potem, ko za časa Avstrije, to se pravi rojena v Kamniku, živela v Gorici, takrat še ni bilo Nove Gorice, potem je bil ves nemški svet odprt, potem pride prva vojna, potem je delovala v Beogradu in je bila zelo cenjena in filmska in gledališka igralka. Potem se vrne v Ljubljano in vedno mi je lepo iti v Rožno dolino in pogledati eno belo vilo, ki ima en tak stolpiček in reči, tukaj je živela Marija Vera, ko je bila profesorica, ko je učila nove generacije igralcev. Tega se spomnim in ko grem tukaj le mimo, zmeraj rečem, tukaj je bila rojena ena pogumna in modra in umetniško polna ženska. Marija Vera je bila torej prvo akademsko izobražena igralka na Slovenskem. Bila je evropska igralka in svetovljanka, bila je zelo vztrajna, delovna in pogumna. Ponosni smo lahko, da naša šola nosi tako žlahtno ime. Ponosni smo pa lahko tudi na Rudolfa Maistra. Poglejmo, kaj smo o njem izvedeli na terenu. Rudolf Maister, ja, Kamnik je malo obseden z Rudolfom Maistrom. Imamo šolo Rudolfa Maistra, Maistrov most, par spomenikov Rudolfa Maistra, ampak ja, Rudolf Maister je bil zelo pomemben. Rojen v Kamniku, zadolžen za to, da je slovenska meja na avstrijski strani tam, kjer je. Zelo dober general, avstrijsko vojsko je okoli prinesel in so zavzeli Maribor. Imamo vojašnico Rudolfa Maistra v Mariboru, mislim, da to samo pove, kako zelo Rudolf Maister je pomemben in bo pomemben še vnaprej. Rudolf Maister je bil general, posodobil je Štajersko. Po njem se v Kamniku imenuje srednja šola, trg, most. Bil je tudi pesnik, napisal je poezijo. Živa, 23. novembra pa potem praznujemo njegov rojstni dan? Ne, rodil se je 29. marca 1874 na Šutni. 23. novembra pa praznujemo dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je leta 1918 razorožil nemško varnostno stražo, jo razpustil in tako prevzel vojaški nadzor v Mariboru, ki bi se sicer priključil Avstriji. Torej morajo biti Štajerci Maistru hvaležni, da danes niso Avstrijci.
Tako je, vendar se je kot Kamničanu že večkrat poklonilo njegovo rojstno mesto Kamnik. Že leta 1924 so mu podelili diplomo za častnega meščana. Priporočamo pa vam tudi slikanico Alenke Juvan o Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta. Zgodba je izmišljena in pripoveduje o fantku Martinu iz Maribora, ki pride na počitnice k dedku v Kamnik. Z dedkom si ogledujeta zanimivosti Kamnika. Dedek ga je peljal tudi v Maistrovo rojstno hišo in mu povedal zanimive stvari o Rudolfu in njegovih bratih ter prijateljih. Po noči je Martin sanjal razburljive sanje, v katerih so se v snegu igrali fantje, med njimi tudi Artur in Ernest, ki sta bila Rudolfova brata. Prijatelji, s katerimi so se Rudolf in bratje igrali v Martinovih sanjah, so bili tudi v resničnem življenju Rudolfovi prijatelji. V sanjah se pojavita tudi mamut in kamniška Veronika. Danes pa obeležujemo tradicionalni slovenski zajtrk, dan, ko vsi otroci po Sloveniji v šolah in vrtcih jedo črn kruh, maslo, med in mleko, ki so ga pridelali lokalni kmetje. Ja, zajtrk je očitno res pomembna stvar. Če danes vse šole in vrtci po Sloveniji vsaj 1 uro namenijo tej temi. Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane. Dobimo pomembne snovi za zdravo rast in razvoj. Za uspešno delo v šoli je bistvenega pomena, da zajtrkujemo še pred začetkom prve šolske ure. Tako naše telo in možgani dobijo energijo in lahko delajo in razmišljajo že prvo šolsko uro. Zdrav zajtrk je sestavljen iz polnovrednih žitnih izdelkov, kot so polnozrnati kruh, kaše, kosmiči, beljakovinskih živil, mleko, mlečni izdelki, pusti mesni izdelki ter zelenjave ali sadja oziroma 100% soka. Poglejmo si, kaj o zajtrku vejo naši učenci. Kdor redno zajtrkuje, ima več energije, boljši spomin in hitreje računa. Redni in zdravi obroki pomagajo vzdrževati priporočeno telesno težo. Pomembno je tudi, da se gibamo. Če se gibaš in športaš, si bolj fit, bolj izgledaš, si bolj zadovoljen sam s sabo. Najbolje je, če jemo kruh iz polnovredne moke, zrnja ali mleko, saj te živila, sladkor, ki ga možgani potrebujejo, dvigujejo bolj počasi. Raziskovalci so pri učencih, ki redno jejo zajtrk, ugotovili boljšo pozornost, spomin in reakcijski čas. Pomembna pa je tudi lokalna proizvodnja. To pomeni, da hrano dobimo od okoliških kmetov. Taka hrana je sveža in veliko bolj okusna in kvalitetna, kot pa če do nas potuje več dni ali tednov. Pri tem je treba poudariti tudi pomen čebel. Več o tem nam bo povedal naš poročevalec Alen Joldič. Pozdravljeni, kot vidite, stojim pred hotelom za žuželke na šolskem vrtu. Čebele so v večini zdijo pomembne, predvsem zaradi medu, ki ga proizvajajo. A mnogi pa pozabljajo, da so čebele najpomembnejše žuželke, ki oprašujejo rastline, s čimer omogočajo obstoj življenja na našem planetu. S sladkim nektarjem, ki ga predelajo v med, jih narava zato nagradi. Če ne bi bilo čebel, se rastline ne bi oprašile in obrodile ter se razmnožile. Če ne bi bilo rastlin, ne bi bilo življenja. Posledice so pa predvsem jasne. Čebelam zadnje čase najbolj škodujejo škropiva, ki jih uporabljajo kmetje. Bodimo torej previdni z njihovo uporabo ter odgovorni do narave in sebe. Alen, hvala. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za pozornost in nasvidenje. Pa dober tek vsem!